Spoštovane gledalke in gledalci televizije Exodus, v studiu smo povabili gospoda Nadškofa, metropolita Marjana Turška. Gospod Nadškof, metropolit, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav vam in vsem gledalcem in gledalkam. Danes je za katoliške kristjane, pa tudi za človeštvo poseben dan. Včeraj smo dobili po želji in izvolitvi kardinalov, predvsem po daru Svetega Duha novega papeža, ki si je vzel ime Frančišek. Gospod Nadškof, kakšne ste imeli včeraj občutke, ko ste v Ljubljani razlagali o izvolitvi novega papeža skupaj s tajnikom Škofovske slovenske konference? Izredno prijetne in lepe. Najprej je nekako v meni bilo ves čas tega izpraznjenega sedeža jasno čutenje, da Cerkev potrebuje papeža. Da je papež res sestavni del Cerkve po želji Jezusa Kristusa samega. In zato je ob izvolitvi novega papeža v meni bilo preprosto veselje. Ko pa sem zaslišal ime, ki si ga je izbral, in potem tudi nekako prišel do spoznanja, kdo je ta človek, je veselje bilo še toliko večje, ker sem začutil, da gre res za preprostega človeka, ki si ni izbral ime Frančišek samo tako, ker si je pač nekaj treba izbrati, ampak se mi zdi, da mu odgovarja, da osebi odgovarja tudi ime. Za nas Slovence je Buenos Aires in Argentina nekaj posebnega. Celo govorimo o čudežu argentinskih Slovencev. Prav letošnje leto smo nekako dobili veliko namigov, da smo res Slovenci ob novem papežu še posebej blagoslovljeni. Tako recimo imamo Slovence v Argentini kar 3 škofe, enega nadškofa in 2 škofa. Potem kandidata Slovenca, argentinskega, seveda Slovenca, pa kljub temu argentinskega Slovenca, Pedra Opeko za kandidata za Nobelovo nagrado za mir. Potem dobili smo o Prešernovem dnevu kar 3 nagrajence, prav tako iz Argentine. Zorka Simčiča, Primorca, nedavnega tudi Mariborčana, ki je bilo celo zraven, ko so usmrtili Studenčana, Mariborčana, Jaroslava Kikla, in potem brata in pa sestro Marka in pa Bernardo Fink. Obenem so lepo pisali tudi naši mediji o smrti Andreja Bajuka. Torej, kako da je neko posebno sporočilo prav iz Argentine, tako blagoslovljeno za Cerkev, obenem pa tudi za nas Slovence. Kaj vam pomenijo torej tile poudarki? Ta veliki blagoslov zaradi slovenskega trpljenja prav iz Argentine, najprej poimenovani Slovencih, ki so res ponos našega naroda, izjemno kvalitetni, obenem pa torej zdaj papež, ki predvsem vse 3 škofe pozna, se je tudi on so predlagal. Torej, kako se vam zdi, da papež tako dobro pozna Slovence, predvsem še argentinske Slovence? A je to za nas poseben blagoslov? Oziroma, kaj vam ob tem, kar se našteval, prihaja na misel? Gotovo je najprej to, da je Argentina po vojni in vse do danes dejansko svojevrsten blagoslov za slovenski narod, ker se je tam kot po čudežu dejansko ohranil in močno razvil velik del naše narodnostne skupnosti. Ob izvolitvi papeža iz Argentine, ki je gotovo tesno povezan z Slovenci v Argentini, jih pozna in preko skupnosti in tudi preko teh škofov gotovo zelo tesno povezan z našo skupnostjo, lahko rečem, da je to dodaten razlog za veselje. Da je papež blagoslov je že samo po sebi umevno, tako najprej za Cerkev, potem, kakor mi
katoličani verujemo, tudi za ves svet. Na poseben način pa prav ta poznanstva, te vezi, tudi konec koncev vez z kardinalom Francom Rodetom, se mi zdi, da so to tisti dodatni vzroki za to, da smo lahko veseli, da smo lahko tudi še bolj povezani s papežem, kajti smo le ljudje. In človeško je tudi to, da imaš nek tudi čustven odnos do nečesa. In Slovenci imamo do Argentine, do argentinske cerkve, ki je omogočila v veliki meri našim ljudem, da so tam lahko pognali korenine in da ne samo, da so pognali korenine, ampak jih tudi ohranili in se obdržali tudi kot Slovenci. Mislim, da je katoliška cerkev k temu veliko pripomogla v Argentini. In da je to, kar je pa dodaten blagoslov ob novem argentinskem papežu, tudi prav za slovenski narod. Navadno govorijo, da je Latinska Amerika kontinent mladih ljudi. Če to je papež star. In pomeni, da ima vsekakor prihodnost. Če tudi je relativno revna glede ekonomije, mogoče glede industrije, pa izjemno bogata z ljudmi, pa tudi z naravnim bogatstvom. Torej prihaja papež iz Argentine, ki je neverjetno evangeljsko odprt. Tako da zdi se mi, da tudi naši mediji, prej sem jih to malo si prebrskal, sem tudi jih spisal iz interneta, so zelo naklonjeni torej temu evangeljskemu človeku. Kaj se vam zdi, v katero smer lahko pričakujemo, da bo dal novi papež Frančišek poudarke glede prenove cerkve? Glede na to, odkot prihaja in glede na to, kar je sinoči kot prvo sporočilo dal cerkvi najprej svoji škofiji, rimski, potem celotni cerkvi in celotnemu svetu, bi rekel takole, da imam občutek, da je dal močen poudarek cerkvi, občestvu. Prihaja iz Južne Amerike, ker je posebno cerkev razvita v malih občestvih. In nova evangelizacija, tako pri nas, kakor kjerkoli po svetu, ima ta poudarek. Razviti živo cerkev, ki ne more biti mimo malih živih občestev. To je en zelo močen poudarek, ki sem ga sinoči ob prvem nagovoru prepoznal kar v nekaj točkah. Najprej njegova duhovna dimenzija. Kako čudovito, prva stvar, ki je novi papež naredil, nas je povezal v molitvi. Prej kot sploh karkoli drugega, bi lahko rekel, prej kot nek splošni pozdrav, razen dober večer, je bilo povabilo k molitvi za upokojenega papeža in potem zelo ponižna gesta, predno je sam dal blagoslov, povabil k blagoslovu Božje ljudstvo. Naj Božje ljudstvo njega blagoslovi za službo, ki jo je sprejel. In se mi zdi, da je bilo to zelo simbolno, kako je povezal celoten trg Svetega Petra. To preko 100 000 množico, preko 100 000 ljudi povezal v molitvi in preko medijev je skoraj neopazno potegnil tudi vse verne ljudi, ki smo preko medijev poslušali ali pa gledali njegov prvi nastop. Torej, prvi poudarek, cerkev je živo Kristusovo telo, je ena skupnost, ki se zbira najprej k molitvi. In iz molitve potem izhaja skupna pot. In to je drugi poudarek, ki sem ga sinoči zelo močno zaznal. Večkrat je poudaril, da želi, da smo skupaj na poti. On, škofje, predvsem pa Božje ljudstvo. In naloga cerkve je biti skupaj na poti za Kristusom. In prvo ime kristjanov je pravzaprav so ljudje poti. To je prvo ime, ki ga najdemo že v Svetem pismu. Zato, ker je Jezus pot, resnica in življenje. In drugi poudarek, ki je močen, se mi zdi, mimo katerega pa verjetno noben novi izvoljeni papež ne bi mogel, pa je ta poudarek na novi evangelizaciji, ki je odgovor na trenutno stanje cerkve v svetu. Zdi se mi,
da ni toliko menedžerski strateg, ampak predvsem torej človek preprosto, ki živi evangelij. In kako da nekje želi od znotraj to, kar ste rekli, graditi. Torej občestvo in torej človeštvom potovati. Kaj se vam zdi, kje bo še dodajal svoje poudarke, morda samo še tole, se nam spomnil, da je tudi že včeraj povedal, da je častilec Marije. Da bo torej danes, torej prvi dan, ker je včeraj že bila noč, torej obiskal Marijo, Marijino podobo ali Marijino cerkev. Ni bilo čisto jasno rečeno, da bo to obiskal recimo na vrtu, Vatikanskem ali pa pri Mariji Maggiore, pri Mariji Veliki. In torej tam, kjer sta bila tudi Filipa Metod, torej slovanska blagovestnika, torej izročil nekje Mariji prošnjo za svoje služenje. Kako se vam zdi tale marijanski poudarek pri jezuitu iz Argentine, pri jezuiti iz Buenos Airesa? Se mi zdi zelo normalno. Prvič zato, ker nosi Marijino ime, se je njegovo ime Marijo. Torej ima Marijino ime. Že to, če ime nekaj pove, to je krstno ime, nekaj pove, lahko sklepamo, da mu je Marija blizu. Drugič, jezuiti in Marija gredo zelo skupaj. Saj vemo, da so velike marijanske pobožnosti pravzaprav začeli jezuiti. Marijine kongregacije so pravzaprav jezuitske ustanove. In mislim, da v Južni Ameriki so še veliko bolj žive, kakor v Evropi. Torej, na nek način nadaljuje tudi svojo jezuitsko recimo tradicijo v tej smeri. Vsekakor je pa to tradicija Južne Amerike. Mislim, da so tam verne množice zelo marijansko usmerjene, imajo tudi lepa in velika marijanska središča. Tako da je to tudi z tega vidika na nek način razumljivo, se pa povezuje tudi s tem, kar sva prej govorila, z njegovo vizijo cerkve, torej to eklezialno razsežnostjo, kajti Marija je cerkev in cerkev je Marija. Torej, Marija je tisti lik pravzaprav, ob katerem se cerkev kot takšna navdihuje in iz katerega živi, kakor je tudi drugi Vatikanski koncil poudaril. In tudi vsi papeži do zdaj, vključno z blaženim Janezom Pavlom II, so izredno močno poudarjali in izpostavljali ta marijanski vidik, ker je Marija mati, ki nas spremlja in nas tudi usmerja k Kristusu. Torej, po Mariji k Kristusu. Glede njegovih drugih lastnosti ali pa drugih sposobnosti, pravzaprav ne dvomim. Čeprav se je pokazal zelo preprostega, tudi iz njegovega življenjepisa vidimo, da je delal z ubogimi, da je bil odprt tem revnim množicam, ki jih v Južni Ameriki ne manjka. Je pa hkrati bil vpet pravzaprav v vse načine delovanja cerkve, tudi v strukture, tudi v vzgojo. Kot jezuit, torej na intelektualno področje, študijsko, bil je profesor, bil je tudi vzgojitelj novincev, bil je provincial, skratka, sodeloval v kuriji, kot kardinal je bil član različnih kongregacij, tako da se mi zdi, da in tudi kot nadškof Buenos Airesa, torej mesta, ki presega Slovenijo po številu prebivalcev, mora imeti tudi močne voditeljske in organizacijske sposobnosti. Vsekakor človek, ki si je znal tudi v dosedanjem delu nekako ustvariti en tim ljudi okoli sebe, s katerim je lahko dobro delal. In to se mi zdi, da je ena lastnost, ki jo tudi papež v sedanjem času potrebuje. Zato verjamem, da bo določene spremembe znal uvesti tudi v strukture tam, kjer bo čutil, da so potrebne. In še morda to, res se mi zdi, da je tukaj pa nekako v kontinuiteti z Janezom Pavlom II, kar se tiče stika z množicami. Tudi sinoči v prvi predstavitvi se je pokazalo, kako je pravzaprav v trenutku stopil v živi odnos z ljudmi, čeprav jih je bilo toliko tam zbranih.
Tudi to je en talent, je karizma, ki bo verjetno njegovemu papeškemu delovanju zelo služila. V Večeru piše, vprašali so namreč Juana Vasleta, tenorista slovenskega, in takole napisal: To je dobra in vesela novica za Argentino, potrebovala jo je. Kardinal Bergoglio je veljal za enega od favoritov. Gre za izjemno razgledanega človeka, intelektualca in razumnika, njegova beseda nekaj velja. V Buenos Airesu je nadvse priljubljen in ne dvomim, da bo priljubljen tudi v Argentini in povsod drugod po svetu. Imel ste ga možnost nekajkrat slišati v živo pri maši v Buenos Airesu. Njegove pridige so bile zelo človeške. Vesel sem zanj in za Argentino. Torej, predvsem to je vse mene prevzelo, da je zelo preprost. Kako da tisto, kar Jezus rekel, da je prišlo to, da bi on stregel, dejansko želi streči. To je že povedal s to prošnjo, naj zanj torej prosijo, naj ga blagoslovijo. In tudi sicer nekje, torej zelo je se stopil torej nižje, zelo k ljudem. Tako da bo najbrž izjemno recimo ljudski, ne v smislu papeža Vojtive, ki bi pač drugačnega značaja, ampak predvsem s svojo preprostostjo. In mislim, da prav s tem je preprosto bo sprejet od vseh ljudi. Ker vse, kar je recimo nepreprostega, neevangelskega, je na neki način njemu zgleda kar po naravi že precej tuje. Kaj se vam zdi, v katere smeri bo ravno zaradi te svoje preprostosti, torej tega tudi Frančiškovega recimo in Ignacijevega, uspel napraviti te korake recimo v tej hoji naprej. Ne samo v Evropi, ampak predvsem še, se mi zdi, v južnem polobli recimo sveta, zemlje. Svojo izkušnjo delovanja v tej južni polobli, torej v Južni Ameriki, kjer je trenutno pravzaprav največ katoliškega prebivalstva, bo gotovo s pridom uporabo pri evangelizaciji celotnega sveta. Njegova neposrednost gre zelo dobro v sklad tudi z enim izmed naših pastoralnih izzivov, ki smo jih si zapisali v krovni dokument Pridite in poglejte, da se bomo trudili za prehod od učenja v dialoško pričevalno govorico. In prav to sem sinoči doživel. Ni stopil predvsem kot učitelj pred ljudi, kolikor pa je stopil kot učitelj, ker papež mora biti učitelj, pa je stopil kot pričevalec. In zato je tudi sprejet, tako sem razumel tudi gospoda Vasleta, da je bil sprejet tam v Buenos Airesu, zato ker je neposredno pričeval svojim življenjem in je to odražala tudi njegova beseda, ki verjetno ni bila preprosta v smislu neke revne vsebine, ampak preprosta v smislu sporočila, načina sporočila, ki lahko zajame in prevzame vsakega človeka. Tako tistega, ki je intelektualno bolj zahteven, kakor tudi preprostega. Ker sporočilo evangelija pravzaprav ni v neki znanstvenosti, ampak v modrosti, ki je veliko več kot zgolj neka razumska razsežnost človeka. In mislim, da bo peljal ali poudarke v cerkvi dajal v to smer. Ne zgolj neke razumske podlage, ampak poleg razumskih podlag, ki so tudi v današnjem svetu nujno potrebne, predvsem to modrostno razsežnost cerkve in njenega oznanjevanja. Kajti svet, v katerem smo se znašli ali katerega pravzaprav živimo in soustvarjamo, potrebuje prav modrosti. Znanosti imamo veliko, morda celo preveč. Premalo pa je modrosti. In mislim, da je nekako, vsaj začutil sem, nekako, da želi v to smer sam delovati. Tudi bom še prebral izjavo Večer od znanega pravnika Mira Cerarja. Se mi tudi zdi zanimiva. Tako je zapisal oziroma izjavo pač za Večer. Zagotovo je vsak tak dogodek novo upanje za katoliško občinstvo po svetu. Dobro je, da je hitro prišlo do izvolitve papeža.
V teh časih, ko je tudi cerkev v krizi, je vsako upanje pomembno. Dejstvo, da gre za prvega papeža, ki ni Evropejec, pač pa prihaja iz Južne Amerike, je odraz časa. Tako kot je prav, da je bil izvoljen prvi temnopolti predsednik, je prav tudi, da je izvoljen prvi neevropski papež. To kaže na pozitiven trend v skladu z duhom časa. Človeka dojemamo vedno bolj univerzalno, to je dobro. Torej tudi ta pravnik, mlad človek, Slovencem zelo znan zaradi pač pogosto nastopa na televiziji, torej tudi vidi neko pozitivnost. Kaj bi še vi k temu, recimo, kar je povedal gospod Cerar, morda povedali glede te izvolitve Južne Pooble, torej prvega papeža katoliške cerkve, torej prvega rimskega škofa? Najprej mi prihaja na misel ta poudarek, da je tudi ta konklave pokazal, da pravzaprav je to delo Svetega Duha in občestva cerkve. Tako, da so lahko kardinali sinoči rekli, kakor so na prvem koncilu oziroma takem srečanju v Jeruzalemu rekli, Sveti Duh in mi z njim smo odločili. Se mi zdi zelo močen poudarek, da v cerkvi verjamemo, da deluje Sveti Duh, ampak ne na nek avtomatičen način oziroma na nek način, kjer bi človeka ne jemal resno, ampak da Sveti Duh jemlje tudi kardinalski zbor resno, mu pusti svobodo in na osnovi tega, kar kardinali premislijo, tako po svojem posvetovanju, kakor odprtosti Svetemu Duhu, sprejme in to uporabi pri vodstvu cerkve. Tako, kakor je Kristus uporabil svoje človeško telo, takšno, kakršno je bilo, tudi z omejitvami, da je svojo božansko naravo uresničeval na človeški način, tako bo zdaj uporabil tudi papeža skupaj s celotno cerkvijo, to se pravi tudi z drugimi udi tega skrivnostnega telesa, da bo s takimi, kakršni smo, tudi konkretnim papežem, kakršen je, lahko uresničeval edino poslanstvo, ki ga ima cerkev na tem svetu. Pri tem, to pa je oznanjevanje evangelija in omogočanje, da je Kristus živo prisoten po zakramentih in občestvu cerkve sredi tega sveta. No, in pri tem se mi zdi, da ni tako pomembno in se je zopet pokazalo, da ni tako pomembno ali odločilno, ali je star ali je mlad papež, ali je bele ali črne polti, ali je iz Argentine, ali je iz Evrope, ali odkot drugot. Konec koncev se mi zdi, da niso to bili odločilni elementi pri iskanju in tudi pri izvolitvi papeža. Ampak da so bili bolj pomembni tisti elementi, o katerih sva prej govorila. In če bi podobne ali še bolj izrazite elemente tega lika, ki lahko nagovori današnjega človeka in današnji svet, našli kardinali kje drugje, bi verjetno izbrali kogarkoli drugega, tudi Italijana ali koga drugega. Tako da, glede na vse okoliščine, kolikor jih lahko zaznavam, bi rekel, da ni toliko pomembno, da je prišel neevropejec. Čeprav se mi pa zdi, da je lepo in da je tudi prav, da je prišel na to mesto nekdo, ki ni iz Evrope. Preprosto zato, ker je cerkev trenutno bolj živa na drugih kontinentih, kakor v Evropi, in zato lahko od tam pride en nov impuls, ki ga tudi Evropa potrebuje. Morda že veste, kdaj bo umestitev oziroma pa čisto slovesna maša? Vse kaže, da v torek, to se pravi na Jožefovo. Zanimivo, da je en drugi kardinal prav svetega Jožefa prosil, naj pomaga, da bi do njegovega praznika papeže izvolili. Tako je. In se kar hitro. Sveti Jožef je prvi zavetnik Svete cerkve, ne? Boste tudi vi šli tja na tole umestitev papeža? Ja, po vsej verjetnosti bom šel, ker trenutno tudi gospoda nadškofa in predsednika Slovenske škofovske konference monsignorja Antona Stresa ni doma, je na romanju v Sveti deželi, tako da bom v imenu Slovenske škofovske konference zastopal Slovence. Kaj boste v srcu nosili, ko se boste peljali recimo proti Rimu? Kaj boste gospoda prosili?
v srcu bom najprej nosil vso cerkev na Slovenskem in vse ljudi v naši domovini, ker se mi zdi, da je to pomembno, da nekako v duhovnem smislu prinesemo na ta dogodek nas vse, tako cerkev na Slovenskem, kakor celotno Slovenijo, naše skrbi in naša veselja. Poleg tega pa seveda vse molitve, za katere verjamem, da jih bomo v teh dneh še pomnožili za novega papeža, da bo tako tudi na ta telesni način, bi lahko rekel, prisotna tudi naša slovenska molitev zanj, podpora, ki mu jo dajemo tudi v baziliki svetega Petra. Imate morda za poslušalce, za gledalce televizije Exodus, zdaj, torej v teh prvih dneh izvolitve novega papeža, kakšno posebno sporočilo za te ljudje, ki so zdaj, ki nas poslušajo, so najbrž na Slovenskem ta glavni molivci. Imajo čas, pa tudi so globoko verni. Tudi gotovo, da se nekje svojo zrelostjo približuje tistemu idealnemu, recimo, pripadnosti, torej živimo molitvenemu občestvu. Mogoče kakšno sporočilo prav za poslušalce, za gledalce televizije Exodus. Prav ta moment se mi zdi izredno pomemben in bi ga rad izpostavil. Glejte, tokrat, pa tudi že pri prejšnji izvolitvi papeža, so prav mediji omogočili, da so se ljudje, molivci, katoličani povezali v molitvi. In prepričan sem, da je ta duhovna klima, ki jo je molitev, bi lahko rekli, več kot milijarde ljudi na svetu v teh tednih, ko je bil sedež izpraznjen, ustvarjali, pripomogla k tej edinosti v cerkvi, ki so jo kardinali pokazali s tako hitro izvolitvijo, čeprav v konklave ni šel nobeden izrazit favorit, kakor smo ves čas lahko slišali, in vendar ni konklave trajalo skoraj nič dlje, kakor prejšnji krat, ko je kardinal Ratzinger vstopal kar tako s precej veliko verjetnostjo, da bo izvoljen. To je zame velik dokaz edinosti znotraj cerkve, ker kardinali, ki prihajajo vsega sveta, so pravzaprav zares nekak povzetek celotnega mnenja cerkve na svetu, in zato lahko rečemo, da je cerkev kljub vsem razlikam in napetostim, ki so, pa tudi grehom, ki v cerkvi ki v cerkvi tudi so prisotni, enotna, in to mi je veliko tolažbo. Zato bi prosil vse gledalce in gledalke, da bi svoje molitve, svoje žrtve, tudi trpljenje, tudi v teh dneh, prvih tednih papeževanja novega papeža, namenili podpori njegovemu delu. Vsako novo delo, začetek je vedno težak. Že pregovor pravi, da je vsak začetek težak, tako je gotovo tudi njegovo delo sedaj na začetku še težje, kakor potem, ko se bo že malo privadil nove službe. Zato povabim k poglobljeni molitvi in podpori svetega očeta. Pa ne ste potem v Rim, torej k temu slavnemu bogoslužju, bo gotovo tako, se mi zdi, odrešensko, ker bo dajo ton vsekakor temu slavijo novi papež Frančišek, in bomo tam nekje vse v duhu, tudi mi ostali navzoči, ko bomo torej klicali res svetega duha na njega, na vso cerkev, in tudi vam priporočamo torej prošnjo za našo cerkev na Slovenskem. Hvala, ker ste bili gost televizije Exodus, in še kmalu spet nasvidenje. Hvala lepa. Hvala.